Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je ponedeljek, 11. maja 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Gasilci opozarjajo na kadrovske težave in slab sistem obveščanja in vodenja. Namesto Evrope incidenti, žalosten nogometni dan za Maribor. Ladja z obolelimi s hantavirusom na Tenerifih. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. V povprečju je v Sloveniji vsak dan 49 dogodkov, ki zahtevajo aktivacijo gasilcev. To tudi pomeni, da je treba imeti ogromno ljudi, ki so v pripravljenosti, ustrezno opremljeni in usposobljeni. Sistem zaščite in reševanja, katerega pomemben del so prav gasilci, ki so nedavno zaznamovali Mednarodni dan gasilcev s posebnimi dogodki, je pri nas dobro urejen. Opremljenost je dobra, posamezne manjše luknje se brez večjih težav pokrpajo. Za sedaj. Toda tako Zvonko Glažar, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, ki povezuje prostovoljna gasilska društva, kakor predstavnik poklicnih gasilcev Primož Osojnik, poveljnik Gasilske brigade Maribor, poudarjata, da je treba razmišljati o prihodnosti, zlasti pri kadrih. Prostovoljni in poklicni gasilci opozarjajo, da sistem zaščite in reševanja ogrožajo kadrovske težave, da je treba izboljšati nepovezan sistem obveščanja in vodenja predvsem zato, ker se pogosto soočajo z zahtevnimi intervencijami. O tem danes podrobno v Večeru Branka Bezjak. Ljudski vrt je v soboto namesto nogometnega praznika doživel sramoto. Derbi Maribora in Olimpije se je pri vodstvu Ljubljančanov zaradi navijaških neredov končal predčasno. Na obeh tribunah z organiziranimi navijači so bakle in druga pirotehnična sredstva gorela od začetka tekme, druga prekinitev tekme pa je pomenila konec. V 52 minuti so navijači na južni tribuni pirotehniko usmerili proti igrišču, kjer je obležal vratar Olimpije Matevž Vidošek. Na igrišče so prišle policijske enote, da bi umirile razmere in preprečile morebitne hujše posledice. Po dolgem čakanju pa je bila tekma odpovedana. Maribor bo bržkone ostal brez točk in prvič po letu 2008 ne bo igral v evropskih tekmovanjih. Namesto o nogometnih potezah bo v prihodnjih dneh govora o disciplinskih kaznih, ki bodo zagotovo drastične. Definitivno nekaj sporočajo, je v početju navijačev dejal Mitja Pirih, mož na čelu začasnega trenerskega štaba Maribora. Po eni strani ima Maribor velik privilegij, da ima take navijače, zato moramo biti hvaležni. Maribor ni nikoli uspavanka na nogometnih tekmah. Sestavni del življenja je, da so ob velikih pričakovanjih tudi velika razočaranja. Žal so tokrat navijači na tak način to pokazali, je še dejal Pirih. Na Večerovi spletni strani najdete odzive iz obeh taborov, pa tudi poročilo tekme in odziv policijske uprave Maribor. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je včeraj prispela v pristanišče na otoku Tenerife, odkoder so potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, ladja pa je nadaljevala pot proti Nizozemski. Med 8 prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov. Generalni sekretar WHO je, da bi pomiril prebivalce Kanarskih otokov, nanje naslovil pismo, v katerem jim je zagotovil, da razume njihovo zaskrbljenost. Obenem je ponovil, da tveganje za javno zdravje ostaja nizko in da ne gre za COVID-u podobno bolezen. Zadnji evakuacijski let z Kanarskih otokov je predviden danes v Avstralijo, potem ko so včeraj odpeljali potnike na Nizozemsko, v Nemčijo, Belgijo, Grčijo, Kanado, Turčijo, Francijo, Veliko Britanijo, na Irsko in v ZDA. To je bil Večer zjutraj 11. maja 2026. S vami sem bil Miha Dajčman. Kako novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo in ne pozabite, z Večerom razumete bolje.